Božja beseda, predvsem evangeljski odlomek 3. postne nedelje, nas vabi k spreobrnenju. Jezus doda tudi priliko, ki tako lepo ponazori to lastnost Boga, ki čaka. Bog čaka, da se spreobrnemo, čaka, nam daje čas, nam daje tudi, kot pravi evangeljska prilika, nas ognoji, nas okoplje, se pravi, nam pomaga zato, da bi res lahko obrodili sad, da bi se lahko spreobrnili. V naši župniji v postnem času premišljujemo o naših skušnjavah, ne zato, da bi poudarjali greh, ampak zato, da bi se naučili prepoznavati skušnjave in da bi znali se boriti proti njim, da bi se znali upreti, da bi zmogli obroditi sad, kot pravi evangeljska prilika. Za današnjo nedeljo sta ponovno na vrsti dva izmed tako imenovanih glavnih grehov, in sicer jeza in nevoščljivost. Jeza in nevoščljivost sta čustvi. Kot čustvo sama po sebi pravzaprav še nista greh. Gre pa za močni sili, ki imata to lastnost, da se skušata pogosto izraziti v dejanjih, ki pa so lahko sovražna ali celo razdiralna. V teh nenadzorovanih izražanjih čustev jeze ali tudi nevoščljivosti pa smo seveda hitro v grehu, smo hitro v skušnjavi, ki nas vodi v greh. Če torej govorimo o jezi kot čustvu, gre za ta spontan odziv našega telesa, ko prepoznamo ali navidezno ali realno oviro za naša pričakovanja. Situacija, v kateri prepoznamo oviro, da se naše pričakovanje ne bo uresničilo, pa naj bo to pričakovanje realno ali ne. Dokler jeza ostane čustvo, torej ne govorimo še o grehu, vendar človek iz čustva jeze lahko hitro preide k dejanjem, ki pa so pogosto razdiralna, ki so pogosto grešna. Prepoznavanje jeze kot čustva nam ljudem da možnost, da jo omejimo, da jo pretehtano izrazimo. Nam da tisto orodje, s katerim jo lahko usmerjamo. Ja, jezo lahko, celo moramo izraziti, ampak na zdrav način, saj v nasprotnem primeru res vodi v greh, greh do drugih z razdiralnostjo, sovraštvom, napadalnostjo, maščevalnostjo, ali pa greh do samega sebe, kajti če jo potlačimo, se lahko hitro spremeni v zasvojenost, v alkoholizem, v depresijo, v kronično nezadovoljstvo ali še kaj podobnega. Jeza se najbolj pogosto izrazi z izbruhom čustev, ki so močnejša od zdrave presoje. Še pregovorna modrost ima za takšne primere nekaj zdravil. Štej do 10, globoko dihaj, ali pa prelomi leseno palico, vendar ne na glavi bližnjega. Še bolj nevarna od izbruha jeze pa je jeza, ki ostane v človeku po čustvenem izbruhu. Takrat človek začne hladno razmišljati o maščevalnosti, ko ni pripravljen več na odpuščanje, ko odpuščanje celo odklanja. Jezite se, a nikar ne grešite, pravi svetopismo. To je zapisal apostol Pavel v pismu Efežanom. Povabilo, ki ga lahko vidimo zelo v skladu tudi z vsem, kar o jezi pove naša moderna znanost. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo, nadaljuje sveti Pavel. Preprosto pravilo pri jezi, ki se glasi: ne izražaj jeze tako, da bi prizadel sebe ali druge, nam namreč pove, da
jezo lahko izrazimo, ampak na pravilen način, tako da ne prizadevnemo nikogar in da ta jeza ima tudi svoj čas trajanja. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo, nas vabi Pavel, zato da ne bi kuhali zamire, da ne bi razmišljali o maščevanju. Jezo kot čustvo moramo najprej priznati, prepoznati. Na to jo je potrebno na pravilen način izraziti, na način, ki ni žaljiv, ki ni obsojajoč, ki ni razdiralen, ki ne dela hudega ne sebi, ne bližnjemu. Za jezo in za svoja dejanja pa moramo vedno tudi sprejeti odgovornost. Vedno sem jaz sam odgovoren za moja čustva, nihče drug. Jezo lahko ponazorimo tudi s prispodobo, lahko uporabimo, kot mnogi to storijo, podobo, ki nam lahko nekaj pove o tem, kako se lahko soočamo z jezo. Jeza je sama po sebi velika sila, velika moč, zato jo nekateri primerjajo z divjim konjem, ki lahko dirja kamorkoli želi. Vendar smo ljudje povabljeni, da tej jezi nadanemo uzdo, kajti takrat imamo mi v rokah kontrolo, kam jo bomo usmerili in lahko to silo, to veliko moč tudi uporabimo za dobro, ne za slabo, ne za škodo sebi ali drugemu, ampak za dobro. Še beseda o drugem glavnem grehu, ki je danes na vrsti, o nevoščljivosti. Gre pravzaprav za žalost zaradi uspeha drugega. Včasih preraste tudi v škodoželjnost in sovraštvo. Njeno nasprotje je pozornost do bližnjega. Ko uspemo videti stisko bližnjega ali ko se uspemo veseliti z njim, ko mu nekaj lepo uspe. Zavisten pogled se pogosto utrjuje s primerjanjem z drugimi, tudi z nehvaležnostjo, s kritiziranjem, nesprejemanjem sebe. Pogosto zavisti dajemo tudi imena, lažna imena, kot so tekmovalnost, ambicioznost in podobno. Tudi v Svetem pismu pogosto srečamo nevoščljivost. Pri Kainu, takoj na začetku Svetega pisma, pri Jožefovih bratih, pri farizejih do Jezusa. Zanimivo je, da Bog pogosto tudi preko človeške grešnosti uresničuje svoj načrt odrešenja. Gotovo zato, da bi nas s tem povabil, da bi bili tudi mi sposobni odpuščanja. Koliko duhovne moči je moral imeti egiptovski Jožef, da je odpustil svojim bratom. Svetopismo Nove zaveze nevoščljivost prišteva med grehe mesenosti, ki jih lahko preobrazi le moč Svetega Duha. Se pravi, da pogosto sami niti nimamo dovolj moči, da bi se lahko v celoti uprli takšnemu grehu. Vendar nam Bog daje svojo milost. Vsak, ki je krščen, prejme Svetega Duha. Pri Birmi imamo tudi potrditev teh darov. Se pravi, imamo vsa orodja, če tako rečemo, ki jih lahko uporabimo za boj proti skušnjavam, za boj proti temu, kar nas vodi v greh. Samo uporabiti jih moramo. Kristjani imamo ob tem tudi vedno možnost, da prosimo za Božjo pomoč, za premagovanje naših skušnjav. Če je na eni strani naše lastno prizadevanje v kreposti, moj trud za potrpežljivost, za krotkost, za ljubezen do bližnjega, je na drugi strani tudi naša iskrena vera, tista, ki nas vodi k prošnji Bogu, da nam da še tisto posebno milost. In to je ta druga plat medalje, ki nam še toliko bolj pomaga v boju s skušnjavami. Potreben je naš lastni trud,
potrebna je pa tudi vedno Božja pomoč. In če ga prosimo, jo bomo gotovo dobili. Zato nas Božja beseda, zato nas postni čas vedno znova vabi, spreobrnite se, pomeni poskušajte premagovati vaše skušnjave, kajti Božje kraljestvo se je približalo. In kolikor jih uspemo premagati, toliko tudi mi, vsak od nas, prinaša Božje kraljestvo v ta naš svet, v naš čas, v naše okolje. Amen.